Minuli petek so v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici predstavili monografijo preobrazbe mesta. Zgodovinska, arhitekturna in umetnostna dediščina Slovenske Bistrice, avtorice dr. Simone Kostanjšek-Brglez. Slavnostnega dogodka se je udeležilo več kot 300 obiskovalcev. Doktorica Simona Kostanjšek-Brglez je v knjigi združila in nadgradila večletne raziskave, ki so zahtevale skupno več kot 1000 ur dela, opravila je številne intervjuje in pogovore z domačini in sorodniki. Avtorica je med drugim pojasnila, zakaj so za naslovnico knjige izbrali motiv metulja. Ideja se je porodila čisto na koncu. Z urednico in oblikovalcem smo se strinjali, da pustimo naslovnico za konec. Sama pa sem se ves čas v bistvu od začetka ukvarjala z mislijo, kaj dati na naslovnico, čemu dati poudarek, kajti želela sem, da naslovnica prikaže vse, kar je obravnavano. Torej, nisem želela izpostaviti arhitekturnega motiva, ker bi bilo potem to krivično do slikarstva, kiparstva in tako naprej. Tako da potem, ko sem zaradi enega podatka, ki sem ga iskala, že verjetno 100-tič pregledala te razglednice, sem nekako na novo videla tega metulja. Takrat sem rekla, to je v bistvu naslovnica, kajti sam metulj simbolizira preobrazbo, ki je izpostavljena v naslovu. Potem ta obravnava kril, sama obravnava motiva spominja, torej govori o umetnosti, konkretno o grafični, slikarski umetnosti. Na teh krilih pa so v bistvu fotografije delov mesta, tako da so s tem zajete tudi fotografije, tudi razglednice in pa to samo dekle nekako spominja na kiparstvo. Zdaj pa, ker sam metulj tudi simbolizira ta prehod skozi različne cikle, hkrati simbolizira tudi nek prehod, torej nek sprehod skozi zgodovino. Tako da v bistvu je ta motiv tisti, ki pove, o čem govori knjiga. Torej vse, kar je obravnavano v knjigi, je združeno v tem naslovnem motivu. Monografijo je izdalo in založilo Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Korobca Slovenska Bistrica. Njeno izdajo pa sta omogočila Znanstveno-raziskovalni center SAZU in občina Slovenska Bistrica. Na prireditvi so zbrane nagovorili tudi Primož Rajh, predsednik Zgodovinskega društva dr. Jožeta Korobca, doktorica Jerneja Ferleš, etnologinja in bibliotekarka, dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, izredni profesor dr. Aleš Maver z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in dr. Robert Peskar, generalni konzervator Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dogodek je povezovala Jana Jeglič. V kulturnem programu sta nastopila otroški pevski zbor Osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica in mešani pevski zbor Natanael, ki deluje v okviru župnije svetega Jerneja Slovenska Bistrica in kulturnega društva Slomšek.